Kul glavi, to je, še imamo še antični boks, spet mehko, vsak hiter pa ne močno, ne zmeh. Pokri se, boks. Cadeira. Tako, pa višina je pa
so krivci. A imam tudi nekaj za obriskati? A sme Andri prav, da smo zaključili, ne spodaj smo še, dobro? Čakajte, zakaj pa nima tale teta las narisali, kdo pa skrbi za lase? Vse ima lase. Ne, možemo še boljše. Poglejte, nekaj je falide. Ja, nekaj govorila o enih včeraj. Trak še nima pobarvan pa lase, oprostite, tole niso lase. To je kapa. Ja. Koliko sem pa zaposlil, da gubice riše? Jaz, mene. Sam Vseeno za gubice. Predstavili vam bomo tole sliko, ki smo jo izdelali na naši delavnici med antičnimi dnevi in je po naredek slike Primavera. Kar naj bi pomenili boginja pomladi. Ja. Slika se je v originalu nahajala v mestu blizu Pompejev in se je ohranila zaradi izbruha vulkana Vezuva, ki je vse to zasul. Drugače ne bi bila velika tu, kot je bila ta slika tam na Rodenu, ampak smo pač povečano narisali. Uporabili smo pač zemeljske barve, a ne. Takrat smo hoteli, to ne bi bila kao fliska, ampak ni fliska, zato ker smo risali z akrilnimi barvami in ne na svišomet. In zato smo uporabljali navadne barve. Edina napaka, ki smo jo naredili, je to, da so tele rožice roza barve, ker take barve Grki niso še takrat poznali. Delalo nas je 12 učencev, od tega je bil en fant. Med izdelavo smo se menjavali. Delali smo pa pod vodstvom magistrice slikarke Genije in pa kasneje pod vodstvom kolega Ahačice. Prinesli. Malo pozneje bom poiskala in prinesla. Šni? Dogovorjeno. Kaj da šlo ta februar? Če bi imeli bormašino. Bormašino, in daš tako noter in pa ti bormašino to zavije. Helena, kako je kako pa ti to režeš? Kaj je šokaj? Kaj? Smajte. Da, sve. Če damo mikrovalovko na maksimum. Tudi glas imate. Vse kaj tiče moj. Čak, bo že pa dala. In drek se si. Ej, da niste kaj znali Da bi mi ta lahko še tele in hvala. Ja, prečujem. A ima kdo kombinirke? Jaz dobro. A to da? Kaj? Tukaj imaš rjave, drugače. Ja, nevesto zdaj oblačil, kakor vidite, ne? Nevesta je imela podobno obliko kot druge dneve, razen tega, da je bila pač malo posebej okrašena, imela je nakit. Potem značilna je bila tudi ta oranžno-pomarančna barve tančica, na glavo seveda venček. In potem je nevesta šla spat, to je bilo v bistvu že prejšnji večer. Družice so medtem še okrasile sobo in te zadeve, da je vse lepo izgledalo. Prijatelji, ki so prihajali, so zarobe prinašali. Potem je prišlo pa jutro, so pa že na vse zgodaj vstali. Nosile so bakrene, zlate in srebrne ogrlice, uhane, zapestnice, ki so jih nosile tukajle, pa tudi na nogi, tle gor so jih tudi imele. Potem, no ja, to je to. Meta bo pa povedala, kaj smo včeraj delali.
Ja, no, mi smo pa potem na delavnici včeraj smo najprej izdelali bakrene za pestence. Primer recimo na nevesti, pa tudi družice jih malo. Tako kot je Zala povedala, ene so nosijo na zapestju, druge tukaj gor, kakšne tudi na nogah. Potem smo pa izdelovali, ko smo naredili zapestnice iz bakra, smo pa še izdelovali različne vulkane, pa še tudi druge zapestnice iz perlic. So bile pa vse v barvah, ki so jih pač takrat najpogosteje uporabljali, kot je Zala povedala, zlata, srebrna in pa bakrena. To pa tudi lahko vidite na kakšni družici. Ok, naslednji dan se je nevesta torej pripravila in šla v atrij, kjer jo je že čakal ženin in pa svatje. Ja? Najprej so stopili do oltarja, kjer je bil svečenik v oltarju, ja? Ki je najprej izvrtovane živali, to je bila ovca ali pa pač svinja, prerokoval prihodnost. Glas. Draga mlada Rimljana, bogovi so vama naklonjeni, vama stojijo ob strani in vaju obdarujejo z največjim bogastvom. Imela bosta veliko otrok, veliko bogatstva, veliko hišo, imela bosta lepo življenje. Nato sta si ženin in nevesta podelila pogačo, ki je bila simbol njune združitve. Vmes pa so še priče podpisale pogodbo. Ko je bilo to končano, je družica združila roki neveste in ženina. Nato pa so se veselili pri gostiji ob Grški kralj. Gostija je trajala do večera. Ja. No, ko je pa zasijala prva zvezda, je pa ženin hotel odpeljati nevesto na svoj dom. In kaj se je takrat zgodilo? Nevesta je zbežala k svoji mami. Toda ženin jo je mogel v bistvu iztrgati k maminega naročja. Ja. In potem se je ta ugrabitev nekako spremenila v sprevod, ker so ga visila nevesta. Med ženinovo svatje so nosili bakle in med samim sprevodom so prijem vzklikali metalstvo, orehe, slaščice in podobne zadeve. Sprevod je trajal, je šel po vsem mestu pač do ženinove hiše. Ker je sprevod prišel do ženinove hiše, je družica dala nevesti volno oziroma že prej in nevesta je okrasila vrata svojega novega doma s pentljo. Družica pa je potem podala še olje, s katerim je podmazala vrata. Nato je ženin vprašal nevesto po imenu. Kaj si dogaja? Ja, in nato je ženin odprl vrata svojega doma in nevesta odnesel čez prag, da se ne bi slučajno spotaknila, ker bi to pomenilo nesrečo. Verjetno bo nekaj cajta tukaj ležal po. Ni, ne vem, kako se reče. Pač tako, sirje pa moka, ovčji sir. Delate pa kroglice. Kakšne? Lavarjev. Bomo naredili zeliščni kruh. Zeliščni kruh. Ja. Tamle polnijo dateljne z orehi, tukajle imajo skuto zmešano z drobom, pa zdaj bojo to malo popekle. To so zelo radi uporabljali, ne? Med, datle, orehe. Tako, ja. Sladkaje so v bistvu z medom, ne s sladkorjem, kot so mi navajeni. Pa niso tudi neki likvamen uporabljali? Ja, to je pa ena taka ribja zmes.
Kaj so pa tele kruhki? So taki kruhki, to so pomakali v make, takrat so pač. A boste kaj probali? Kaj pa ste zeleno? To je pa grh, pa porta. So zelo začinjali svojo hrano, pa delali so take samostojne jedine, veliko gostije, na katerih so bili bogati. Jedli so sicer z rokami, to da tudi vi lahko, samo za omake pa za juhe so uporabljali žlice. No, tole je recimo kruh z zelišči, ki smo ga spekali. Revnih je bila, pač ta prehrana revnih je bila zelo bolj skromna, kot tudi oni so imeli pa res, bogati so imeli pa res pač vsega. V bistvu so si bogati lahko več privoščili, ne, pač večkrat. Prišla povedati, kako se to približno dela, barvni krog nam je razložila, veste kaj je barvni krog? To. Približno. Oziroma pač ti se je tako razdeljen, da je rdeča, rumena, modra, ne, osnovne barve. In potem smo si pogledali, katere barve pašejo skupaj, katere barve ne pašejo skupaj, zato da smo naredili pa lepe mozaike. Potem nam je pač povedali, kako se delajo mozaiki, da jih delamo tako, da so okrogli, oziroma da sledijo nekim krivinam, lahko tako, da so ravne črte, lahko pa takole nekaj, kaj je v bistvu nekaj malo pomešan skupaj. Potem so pa te kamičke v bistvu gor naložili in prej smo si še narisali. Tam je v bistvu kar zdaj. Problem prehoda s prve poslušaj. Pozom ze spajnu, miden holosilipu, prosali. Čist blis je, pa je zaželena, v igre radostno si spet, vratom nado na nebadu, sonce odkoplje se v svet. Žalost naj od nas beži, čas poletja, rožin cvetja, mrzlo zima na področju. Purpura
Da ne bi kdo ugibal, naj na kratko povem, kdo sem. Sem Lana, varuh te hiše, ki že mnogo let tu v njej živim. Že ded dosedanjega lastnika sem bil varuh. Že ded njegov mi je zaklad zaupal. Prevzemi tole za svatbo, kuharja si rado živež, megado pošilja to eunionu. Mocarelina svatba. Zakaj? Ker nikjer ne vidi kapte vina. To še pride, ko sam se vrne s trga. In drv nimamo. Imate strešne letve? Seveda so. Ja no, to bodo drva. Govedo. Kaj misliš, da bomo za večerjo in za tvoje kače zažgali celo hišo? Naj vstopijo. Na delo, zdaj. Te kuhari. Vedno moram paziti name. Zmeraj sami vse požro. Po ribe grem na trg, pa joj, draginja, od draga, jagnetina in govedina, teletina, govedina, teletina, tunina in svinina. Draguje vse, še dražje, ker sem suh. Odšel sem besen, ne da bi kaj kupil in od ruke pustil z dolgim nosom. Domov grede, sam si sabo premišljal. Kar v prazniku privoščiš si, čez teden pristradaš vse, če nimaš nič prihrankov. Toda, kaj vidim? Hišina dvera odprta in znotraj trušč. Glej, če je kje v bližini večji lonec, kaj je premajhen? Prinesite mi drugega. Zato so kradli, lonec iščejo. Polon, prosim, zdaj mi obstoj ob strani, pomagaj mi ti, s puščicami zadeni ti tatove, če daj pomagal si že komu v stiski. Oti, da. Že vem, kaj ne storim. Kam bežiš, kaj? Čakaj, kaj? Stoj, ker kaj se dereš? Kaj se dereš, pismoda? Ker te bom zdaj sodnikom prijavil. Le zakaj neki? Ker si z nožem oborožena. Kako naj bom kuhar brez noža? Oborožen. Pa ti si mi z nožem grozil. Polomil sem ga, da ti ga nisem prej napičil v rebra. Na svetu ni večjega lopa, kakor si ti. Ni nikogar pod soncem, ki mu ne bi večje veselje vrat zavil. Počakaj, tako mi boginja Laverna pomagaj, če mi takoj ne vrneš mojih posod, bom tu pred tvojimi vrati kričal in čivkal in storil škandal. In kaj naj zdaj storim? Preklet bodi trenutek, ko sem vstopil v to hišo. Zdravniku bom moral odšteti več, kot bom danes denarja zaslužil. Iz tega kratkega prizorčka čisto dobro predstavljam, zakaj v zgodbi gre. Tako da probajte jim to povedati kot eno pravljico, tako da bojo dojeli, o čem je zgodba. Tako, nikoli več te ne bom zapustil, z kamorkoli bom šel, te bom vzel s seboj. V taki nevarnosti se ne boš nikoli več znašel. Pojdite zdaj v hišo, kuhajte, delajte, zaradi mene, če celo Livijo služno sabo pripeljaš. To mi zdaj poveš, ko si mi z gradivo glavo obtesal. Nisi plačan za čekanje, ampak za delo. Plačan nisem za udarce, pogodbo imam za kuhanje. Pa doži sodnikom, ampak ta prvo ne bodi siten in spravi se kuhati. Stari, ne groži mi. Varš iz moje hiše. Sam se poberi iz svoje hiše. Pa kar na prvo vprašanje, prizorišče, ki spominja na današnji hipodrom in na katerem so Rimljani uživali ob konjskih dirkah, se je imenovalo A. Odeon, B. Cirkus ali C. Amfiteater. Zdaj. Pravilen odgovor je B. Četrto vprašanje. Kdo je ilustriral
izbiral knjigo De divina proporzione? A. Albrecht Dürer, B. Leon Battista Alberti ali C. Leonardo da Vinci?